Evo, danes z mano sta, pa gremo mogoče najprej k ženskemu delu, a ne? Se pravi Urška Obal in pa Boris Rifl. Urška Obal je drugače sicer komparativistka in prevajalka. Boris Rifl je pa vodja nacionalne bibliografije v Nuku. In danes sem jih povabila, zato ker sta imela predstavitev na kongresu enega zelo zanimivega projekta, no, pa sem več povedala o tem, ampak mogoče lahko kar obema postavim to vprašanje, zakaj, ko rečemo slovenska retrospektivna bibliografija člankov, ne? Zakaj sploh popisovati članke? Zakaj? Za članke, da popisujemo, da se ohranja slovenski kulturni spomin, pa da se retrospektivno ali pa sproti beleži to, kar je slovenska nacionalna produkcija, to, kar bi želeli zapustiti našim zanamcem, pa to, kar oblikuje našo zavest kulturno in narodno. Boris, imaš ti kaj za dodati? Ja, tako. Slovenska retrospektivna bibliografija člankov je bila pravzaprav že v preteklosti na nek način nastavljena oziroma popisana. Podatke le še urejamo, dopolnjujemo, dograjujemo in pripravljamo za objavo. Gre za precej obsežen korpus 290,000, še nekaj več člankov v obdobju 1797 do 1945. Kulturni spomin naroda je tukaj vsekakor ena taka zelo lepa definicija, hkrati pa lahko rečemo, da gre za pomemben vir za snovanje novih bibliografij, da gre za preprosto vir uporabnikom, kateri članki iz določenega področja so izhajali, kateri avtorji so pisali, v katerih časopisih so pisali. Vse to je možno poizvedeti s to bibliografsko bazo. Super. Zdaj, Urška, ti si nam že na predstavitvi majčkeno pokazala ta zgodovinski pregled, ne? Se pravi, najprej se je ta popis, se je bil na listkih, na liskovnem, ali kako je tekel, mogoče malo opišno? Članki so se začeli popisovati leta 1947, se pravi takoj po vojni. Takoj po vojni je prišla ta ideja, da rabimo zbrati gradivo, ohraniti gradivo, da bomo ozavestili to, kaj pomeni biti Jugoslavan, in potem so začeli pregledovati časopise in ustvarjati te zapise na teh listkih, ki so jih potem uvrščali v vsebinske skupine, v katalog. To se je pa dogajalo v vsaki izmed republik v Jugoslaviji in potem so se te listki tudi izmenjevali med sabo, tako da so se katalogi posameznih republik dopolnjevali. Prav zato je skrbela vedno Narodna in univerzitetna knjižnica, slovenska bibliografija oddelka, ne, verjetno? Ja, šlo je pravzaprav za podobno logiko kot pri izmenjavi obveznega izvoda, ki poteka vse tam do osamosvojitve pri knjigah, ne. Tukaj so si pa izmenjevali listke, vsi, ki so sodelovali v tem projektu Leksikografskega zavoda, tako da je Slovenija kreirala nekaj svojega in poslala v Zagreb, ki je potem razpečeval to vse do Beograda in podobno, ne. Veliko tega so naredili v Zagrebu, Beogradu in v Ljubljani. Drugi so prispevali manj in posledično so tako nastale potem tudi tiskane bibliografije, ki so tudi zelo dolg časa izhajale in vse te vključujejo seveda tako jugoslovanske prispevke kot slovenske, tisto, kar ožje lahko razumemo kot naše. Slovenska bibliografija je bila pa ves čas zainteresirana za slovensko, torej tisto, kar je bilo napisano v slovenskem časopisju, slovenskem jeziku, slovenskih avtorjev in gre pravzaprav za en tak enak koncept, ki ga vzdržujemo še danes. Ampak vmes se je zgodil ta tehnološki razvoj, a ne, se pravi, vsi vemo, da je prišli računalniki, internet, a je šla tudi slovenska bibliografija v korak s časom? Seveda, se je doživela vse medije in prav ta koncept in ta izdelek retrospektivne bibliografije je zato zanimiv. Danes smo pokazali na referatu vse od klasičnega listka, pa potem CD-roma, ki ga že danes mlajše generacije slabo poznajo, in seveda spletnega okolja, ki je nekaj časa še lahko nosil
to bibliografsko bazo, potem pa je bil iz obeh razlogov začasno omaknjen, tako zaradi napak, kot tudi čisto tehnološko ni bil več kompatibilen s programsko opremo. Danes smo pa spet pred tem, da redakcijo zaključimo in ponovno jo objavimo v spletnem okolju. Super, no in ker smo ravno na konferenci, kjer je glavna tema podatki, se mi zdi, da je to vedno zanimivo slišati, zdaj, koliko je teh zapisov, koliko, če imaš ta podatek, se pravi konkretno za ta projekt, popisati tega časovnega obdobja. Torej, 297,000 zapisov in še nekaj je tam. Danes sem slišal na tem kongresu tudi nekatere visoke številke o bibliografskih zapisih iz COBIS-a. Ti zapisi niso v COBIS-u, ti zapisi so v posebni bibliografski bazi, ampak vendarle gre za visoko številko. In prepričan sem, da gre za ne tako slabe podatke, vendarle je manjši delež teh duplikatov in tudi te smo že označali. V vzajemni bibliografski bazi v COBIS-u imamo ogromno težav, tudi tam imamo slabo kvaliteto zapisov, duplikate in podobno. Tako da vsekakor ti zapisi niso primerni za implementacijo, to smo tudi na kongresu povedali. Je pa smiselno bazo ohranjati in jo ponujati za ponovno uporabo še naprej. Ok, zdaj pa mogoče za zaključek. Bom kar oba vprašala, ker imamo malo mlajšo generacijo tukaj, pa malo starejšo generacijo. Čisto recimo, za koga je to praktično dragocen vir? Kaj se tebi zdi, Urška, bi recimo en študent komparativistike, bi bilo to recimo lahko dragocen vir? Ja, seveda, recimo tako ne vem, najdeš enega, hočeš napisati diplomsko nalogo v Kosovelu, ne rabiš iti brskati listkov ali pa mislim, v COBIS-u se zdaj veliko najde, pa Kosovel je tako res slab primer za to, če recimo nek bolj neznan avtor, pa tudi v bistvu Kosovel. Ne recimo njegova literarna produkcija objavljena v zbirkah, zbornikih, ampak tako to, kar je on objavljal v časopisju, to je v tej bazi. In v bistvu je tako, trenutno je treba še priti vnuk do nas vprašati, če lahko naredimo izpis, ampak kmalu boš lahko od doma pobrskal, kje vse je Kosovel objavljal članke in pesmi in potem dobil izpis tega in šel spet vnuk po gradivo. Super, Boris. Ja, zelo lepo povedala Urška. Dejansko je prav temu baza namenjena. Zanimivo je to, da se je seveda precej teh podatkov že uporabilo pri snovanju slovenskega biografskega leksikona. Tam so potem imena časopisov kar skrajšali na kratice in v zadnjem delu vsakega biografskega članka pa je običajno navedeno, kje je ta pisec se objavljal in mnogo tega je pobranega prav iz naše bibliografije. Pravzaprav je šlo do zdaj za kataložne listke, ki so pripravljeni za bibliografijo. Ta hip še težko govorimo o bibliografiji, vse bolj pa seveda tudi v primeru bibliografije govorimo o bibliografskih bazah podatkov. Pa verjetno tudi za kakšne zgodovinarje in tako naprej. Ja, absolutno. Proučevanje zgodovine, ker je zdaj vse skupaj oddaljeno in zamejeno že z najvišjo letnico 1945 in vse to razumemo že kot zgodovino. Najlepša hvala. Hvala.